Kaj je bil nek najlepši trenutek z vama, med vama, vsakmo posebej od vaju? Ja bom tako rekel, mogoče je bil meni ta trenutek najprej ful nelagoden, ampak če pa zdaj pomislim, je pa to en najlepših trenutkov. Ko sem Nino spoznal v bistvu. Na tisti dan, ja. Na poročen dan. Ti se bil res en tak dan, da vem, ki ga nam po moje pozabo nikoli. Adrenalinski. Ja. In lep in tako, pač, ja, takrat mi je bilo strah, mogoče tisti moment nelagoden, sam pol, pa zdaj, ker razmišljam, pa v bistvu ful dobro je spadalo vse skupaj. Nina. Še razmišljam. Pač najbolj zabaven mi je bila vožnja z džipom, ne. To nam nikoli pozabila, to je pač tako najlepši. Ne vem, pa po moje bi pa ta zadnja pica, ko mi je spekel pico. Ko sem prišla domov, pa je bilo tam tako pica... Pica list. Pica v obliki srčka. Zraven je bilo pismo, tako res celo stran je napisal, koliko mu pomenim, čez kaj vse sva šla, da me ima rad v bistvu in takrat se me res kot dotaknila, ne. Koliko pomembno vama je povedati in slišati, da vas nekdo ima rad, da si to izpovesta v vajinem odnosu? Vem tako rekel, jaz, ko to začutam, jaz raj povem, kakor pa to slišim. To je zakaj. Bolj se počutim, če povem, kakor pa da slišim, kaj pol je kar malo uro. Strah me rata, tako pač. Če slišiš, te strah rata? Ja. Te strah, da mogoče ni res? Ne, bojim se, da je res in da pač bom jaz pol, če sem karkoli drugače odločil, pa karkoli, da bom jaz pol kriv za to, da se to ni mogel izpeljati, kako si je moja partnerca zamislila. Odgovornost. Tako, sam tega je malo strah. Nina, je tebe tudi česa bilo strah, te je strah? Pač ja, me je strah. To že veva od teh strahovih od začetka. Tebe je bil strah slišati to, ne? Ja, mene je strah to slišati, ker pa je tisko, rad me imaš, ja, pol te moram jaz ti takoj tudi nazaj reči, ali kaj pa če jaz še ne čutim tako, ali pa in me pol začne pol tako malo panika, ne. V bistvu strah pred tem, da ne boste dorasla pričakovanjem druge osebe, čeprav... Ja. In pri vama dvema je v bistvu to na nek način prednost, ne. Ker ko sta se spoznala, sta šla skozi eno turbulenco, nekaj teh turbulenc in v bistvu poznata zelo ranljive dele vsakega posameznika, oziroma poznata neke dele, za katere bi druga oseba rekla, da mogoče jih partner pri meni ne bo mogel sprejeti, kar pomeni, da so ta pričakovanja, za katera bi sklepala, da jim ne bosta mogla dorasti, so praktično izpuhtela. Se pravi, vidita vsak drugega kot realno osebo. Ne vidita se več kot nek zlati kipec na pedestalu. Nista zaljubljena, ampak začenjata en drugega spoštovati in se imeti v bistvu rada. Popravita me, če se motim. Ne, čisto super si, da to povedal. Se sprejemata taka, kot sta. To je res, ja. Pač, takrat, ko nekaj slišiš, te ful, da slabo misel, rečemo takoj, ampak čez cajt, ko res stvari malo spustiš, pa gledaš res človeka, tisti moment, ki je zraven tebe. Ampak ti moramo iti v te kocke. Te kocke smo... Mi smo jih želeli videti danes, na zadnjič. Kje si pozabila kocke? Jaz pa ne vem, kje so. Jaz vem, kje so, jaz se jih nisem spomnil s sabo vzeti. Te kocke so prebile ta let, ne? Začetek, te kocke so vas prostile in je bil nek ta začetni pečat, ne? To smo želeli videti, ne? Kako je vloga pri nama teh kock? Te kocke so nam pomagale, da smo se mi sprostila, pa da smo se pač nekako Ste jih začela sploh kdaj pogovarjati. uporabljali? Ne. To sem hotela A zato, ker nista rabila, ali zato, ker nista vedela, kje so? Ne, jih nisva nikoli rabila. To je to Nisem jih pogrešala v bistvu, To je domišljije. Tako dobro vam je šlo že od prvega dne. Ja, pač. Odlično. One kocke so bile res, kot ste rekli, prebile let, sprostila sva se oba takoj, da sva rekla, razumela se bova in pol je zalaufalo vse. Tako nekako. Včeraj je bila kar ena zabavna večerja. Jaz sem se mi po moje danes še to pozna, da sem vam bolj redko basene glede zaradi tega. Sjer smo bili navihani. Luštenje je bilo. Navihani ste bili, ja. Razmislite o vseh pozitivnih, negativnih aspektih tega odnosa. V bistvu, s čemer sta vidva bila soočena, s čemer so bili vsi pari soočeni, je bilo ena intenzivni, hitri učinek odnosa, kjer so se večina parov je šla skozi neke turbulentne situacije, večina parov je šla skozi neke konflikte in večina parov se je tudi naučila na nek način te konflikte
premostiti oziroma se z njimi vsaj soočiti, kar je najbolj problematična stvar pri večini odnosov. Se pravi, da se pari na nek način odmikajo od konfliktov, namesto da bi se z njimi soočili in jih poskušali razčistiti. In jaz mislim, da je pri vama bila podobna situacija. Seveda so bili lepi trenutki, odlični trenutki ste bili in tudi odlično ste se povezala potem, ko ste te trenutke razrešila. Ja, nič ni, še bolj se je začela po moje una sproščenost, pa vse tako, še bolj, ja. Jaz imam en predlog. Dajte vsak dan, ko sta sama, si ali napisati nekaj, kar bi želela deliti, ali posnamta na video, seveda ne pošiljati. Kot da bi pisala en dnevnik, kako bi bilo, kaj bi bilo, pogovarjata se sama s sabo v teh svojih občutkih, čustvih. Imejte občutek, da je in da, ne vem, lahko si pišeta pisma, pa si jih boste mogoče pol izročila, lahko si snemata neke video vsebince, pa si jih boste pol, ne, kakorkoli, če se boste pač tole mogoče šla, vam bo to za vedno ostalo. Mogoče kot ena taka lepa izkušnja. To bo kar ostala lepa izkušnja. Ta ideja mi je ful všeč, to bi res lahko nekaj tasga delala. Jaz sem tudi taka afnica po enih dobrih posnetkov. Tako da ja, želimo vam srečno ta teden. Hvala. Hvala lepa. Se veselimo vajne odločitve. Hvala, da ste bili z nami. Ne? Ja, hvala vam res za vse besede, vsak nasvet, vse, kar sva pač rabila, da sva se lahko... Ja, za ves cajt, ki ste nam ga posvetili, se še enkrat zahvaljujem, pa za vse besede. Mislim, da so oba dva ful zrasla. Super. Tudi tako, ne sam skupaj, tudi vsak posebej. Še malo sem zrasel. Gremo nazaj. Ja. Okay, Lepa hvala lepa. sta. Hvala.